Zadnji del oddaje Dobro jutro namenjamo tekmi za zdravo življenje. Čez teden dni zaključujemo z akcijo Tekma za zdravo življenje. Kdo bo zmagovalec, ki si bo prislužil lepo nagrado? Petra in Domen sta dobila rezultate testa DNK. V kolikšni meri geni vplivajo na naše zdravje? O tem že čez nekaj trenutkov. Ne zamudite tudi nasveta specialistke anti-aging medicine, zakaj bi morali v 21. stoletju čim več počivati. V studiu gostimo mentorje naših kandidatov, ki bodo še zadnjič komentirali uspeh in napredek svojih varovancev. Tekmujte za zdravo življenje z nami in glasujte za svojega favorita. Se približuje koncu, prihodnji ponedeljek zaključimo z akcijo, poskrbeli bomo za stilsko preobrazbo naših kandidatov, da bodo zasijali v svoji popolni podobi. Danes lahko s telefonskim glasom še vedno podprete svojega favorita, zato preverimo, kaj se dogaja z našimi kandidati. Najprej poglejmo Domna. Domen Kuralt je postal pravi adrenalinski odvisnež, športna aktivnost je postala del njegovega življenja. Pretekli teden je Domen doživel pravo adrenalinsko presenečenje, ki mu ga je pripravil njegov kondicijski trener Boštjan Gams, skupaj z jadralskim padalcem Maticem Erbežnikom. Domen je mislil, da z Boštjanom odhajata na pohod na Krvavec. Tam pa ga je čakalo presenečenje. Prvič v življenju je namreč imel možnost skočiti s padalom. In brez obotavljanja je Domen to tudi storil. Čestitamo za pogum in zdaj poglejmo Domnov polet. To, pojď! Stari! Bravo, Samo da veš, štart je 99 komponenta. To je najbolj pomemben del, ker imaš vedi nekoga, ki pomaga. No, tako je bila videti Domnova slika, visoko nekje v zraku je letel, tako kot zdaj leti v naši akciji Tekma za zdravo življenje. Gremo naprej. Naša najstarejša kandidatka Bernarda Majerholt-Meh je po 2 mesecih opravila kontrolni pregled pri doktorici Sanji Toljan, specialistki za bioidentične hormone. Zdravnica Toljanova je Bernardi priporočala predvsem veliko počitka in sproščanja. Kot ugotavlja zdravnica, je Bernarda v svojem življenju veliko garala in poškodovala svojo nadledvično žlezo, zaradi česar je imela ob vstopu v menopavzo precej težav. Specialistka anti-aging medicine je tudi pohvalila Bernardo, ker je prenehala z uživanjem antidepresivov in ji zaželela, da se na terapijo z antidepresivi nikoli več ne vrne. Tu pa je še nasvet zdravnice preventivne medicine, kako živeti in preživeti v stresnem tempu sodobnega življenja. Dakle, osobe koje ulaze u menopauzu sa niskom razinom hormona nadbubrežne žlijezde, dakle, oni jako pate u menopauzi, jer naša nadbubrežna žlijezda u menopauzi mora stvarati hormone. Ako mi našu nadbubrežnu žlijezdu uništimo još u srednjoj školi ili na fakultetu, kao što većina nas to radi, normalno da u menopauzi naše nadbubrežne žlijezde nemaju snage i mi zapravo dođemo na nultu razinu hormona. Svi moji pacijenti uglavnom pate od problema s nadbubrežnom žlijezdom. To je danas univerzalni problem. Mi živimo u stresnom razdoblju kada trošimo jako puno svoju energiju. Iako mi mislimo da je to in, dakle danas je in biti u stresu, za tijelo to nije ni malo in.
za tijelo je to previše. Problem sa spavanjem, problem sa premalo za sebe vremena, problem sa nepravilnom prehranom iscrpljuje nadbubrežne žlijezde. Ljudi misle da ako cijeli dan sjede na poslu, da trebaju onda na veće ići na pilates, aerobike, trčati maratone i takve stvari. Ja sam uvijek za bavljenje fizičkom aktivnošću, ali umjereno. Svi naši treninzi, sva djeca, svi rekreativci, svi treniraju na veće. Pogrešno. Nadbubrežne žlijezde zahtijevaju na veće da ih se odmara. Učiti odmarati, to je danas prioritet. 21. stoljeće mora biti stoljeće odmaranja. Nas nitko ne uči kako se odmaramo. Uči nas samo šta moramo raditi. Počitek, 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 ležerno je moderno, bi lahko rekli. In gremo naprej. Naša najmlajša kandidatka Petra Železnik še naprej pridno izgublja kilograme pod mentorstvom osebnega trenerja Gašperja Grošlja. Petra je pred dobrim mesecem dni skupaj z Domnom tudi oddala vzorce svoje sline, ki so jih pregledali v laboratoriju v tujini in opravili DNK analizo. Na podlagi analize je Petra pretekli teden prejela rezultate in izvedela, katerim boleznim naj bi bila genetsko nagnjena. Kakšna je sicer povezava med geni in zdravjem? Nam genetika lahko pomaga, da ukrepamo še pred razvojem bolezni? Kje so meje medicine prihodnosti? O tem že čez nekaj minut z gostom v našem studiu, no zdaj pa ste na vrsti vi. Podprite svojega favorita, telefone v roke in glasujte. Vaš glas je lahko odločilen, saj prihodnji teden razglasimo zmagovalca. Zmagovalec pa prejme selfness paket v termah Olimia za 8 dni za 2 osebi v prestižnem wellness hotelu Sotelia Superior. Domen, Bernarda in Petra v tekmi za zdravo življenje. Kdo je vaš favorit? Pomagajte nam izbrati zmagovalca. Kdo je najbolj požrtvovalen? Kdo se najbolj trudi? Kateri kandidat je najbolj uspešen? Kdo je tisti, ki v svojem življenju ustvarja največ pozitivnih sprememb? Za Domna oddate glas tako, da stacionarnih telefonov pokličete na številko 090 933 001. V mobilne telefone pa vtipkajte zvezdica 303 zvezdica 1 lojtra in pritisnite tipko kliči. Če glasujete za Bernardo, stacionarnih telefonov pokličite na 090 933 002. V mobilne telefone pa vtipkajte zvezdica 303 zvezdica 2 lojtra in pritisnite tipko kliči. Če stiskate pesti za Petro, jo podprite tako, da stacionarnih telefonov pokličete na 090 933 003. V mobilne telefone pa vtipkajte zvezdica 303 zvezdica 3 lojtra in pritisnite tipko kliči. Izmed vseh, ki boste glasovali za svojega favorita, bomo izžrebali nagrajenca. Ta bo prejel 80 evrov. Cena klica je 42 centov. Več pravil najdete na spletni strani oddaje Dobro jutro in na teletekstu na strani 640. Kdo bo zmagovalec tekme za zdravo življenje? Domen, Bernarda ali Petra? Sodelujte pri odločitvi. Hej, si za trening kot dvoje? Ne, pravkar sem končala z njim. Še vedno izgledaš tako sveže. Seveda, saj ima novi Pervol. Novi Pervol Sport & Active nevtralizira neprijetne vonjave in vas ohranja sveže tudi v gibanju. Za sveža športna oblačila kot nova. V sodelovanju z lokalnimi pridelovalci vam vsak dan zagotavljamo domače sadje in zelenjavo slovenskega porekla, sveže pečene dobrote ter postreženo meso 100% rejeno v Sloveniji. V sodelovanju z več kot 100 lokalnimi pridelovalci in zadrugami. Okusno iz domačih krajev. Mercator, najboljši sosed.
Prehitite višji DDV, velika znižanja vozil Kia in možnost nakupa celo po 0% obrestni meri, tudi brez pologa. Prihranite pri davku, prihranite pri porabi, prihranite pri mesečnih stroških. Kia, največ avta za vaš denar. Vse za vaš vrt na enem mestu. Vrtni center Arboretum Volčji Potok. Kaj vse je zapisano v naših genih in ali lahko iz genov sklepamo na bolezni, ki nas bodo morda kdaj v življenju doletele, nam bo zdaj povedal magister Marko Smolič z Inštituta za DNK analize. Lepo pozdravljeni v naši družbi. Dobro jutro. Pri vas opravljate torej analize DNK. Kako to poteka? Postopek je sila enostaven pravzaprav, zaradi tega, ker sam zajem vzorcev se lahko izvede na več načinov. Ponovadi za tele analize, za recimo predispozicije za kritične bolezni. Domen Petra Slina, ne? Domen Petra Blastrina, recimo, če gremo malenkost naprej na BRCA1, BRCA2, če hočemo sekvencirati oba gena, če govorimo o ženskem raku. Na prsih je tukaj seveda kri, tako da vzorci so različni, potem se te vzorci zanalizirajo, v bistvu se napravijo določeni rezultati, se naredijo pisni rezultati, kjer se v bistvu naredijo tudi napotki, katere predstavi zdravnik, specialist. Tako da je postopek enostaven, se pravi, mi po analizi povabimo naročnike na posvet, oni se tega udeležijo, kadar imajo čas oziroma kadar se v bistvu določa termin in to je v bistvu to, kar se tiče postopka. Na kaj vse je mogoče sklepati iz teh rezultatov DNK analiz? Recimo, če vzameva samo slino, ne? Veste kaj, zdaj tako je, genetika, jaz genetiko dostikrat primerjam tako kot recimo kot avto, recimo, ko so avto odkrili, so govorili, da je to kočija brez konjev, ne? Ravno tako je pri genetiki. Genetika je zelo široka reč, ne? Tako da zdaj, če govorimo, lahko mogoče kaj narobe povemo, ne? Se pravi, genetiko poznamo na različnih področjih, nekatere se ukvarjajo s rodstvenimi testi, nekatere se ukvarjajo z medicinskimi stvarmi, druga se ukvarja lahko tudi s kakšnimi takimi bolj zanimivimi stvari, kako naši predniki izhajajo in tako naprej. Seveda zdaj sam vzorec, kako se vzame, je pa odvisno od metode, ki jo imamo na razpolago, ne? V osnovi je seveda tehnike multipliciranja same DNK so se toliko popravili v zadnjih časih, da je lahko že relativno majhen vzorec tega zadostuje za celo analizo, ne? Potem, ko dobimo rezultat, nad čim smo ponavadi presenečeni, ne? Lahko predvidevamo, da bomo imeli podobne bolezni, kot jih je imela naša mama, babica in tako naprej, ne, stari starši, ali izvemo še kaj novega? Kaj pravzaprav pokažejo te testi? Ja, zanimivo je, da se te vzorci pravzaprav iz preteklosti naših pradetkov ali pa staršev pravzaprav ponavlja, ne? Tisto tako, da tisto, kar se je govorilo včasih, ti imaš pa to, kot tvoja babica, to ni strto zvito, ne? Kar je tukaj možnost genetike edin ta, da v bistvu pove, kjera babica, ne? Pa kjere stvari od babice, ne? Tako da tukaj v bistvu smo v bistvu zdaj preskopčili ta naravno selekcijo, ki smo že s konji in z rastlinami skozi delali, ne? Se pravi, izboljševanje vrste, tukaj lahko v bistvu v tistem trenutku ugotovimo, kaj je z vami narobe. Jaz vam lahko tudi svoj primer povem, recimo, če vas bo zanimalo. Prosim. No, jaz sem imel recimo očeta, ki je umrl imel je raka na pljučih, imel je zelo močno sladkorno. Mene čisto osebno je to zanimalo, kako je kaj z mojo genetiko in jaz sem zelo vesel, da se te stvari niso potrdile. Seveda, če bi se, potem bi pomenili, da bi mogel drastično spremeniti pri sladkorni bolezni, predvsem pred hrano, ne. Pri pljučih pa če treba tudi določene predispozicije, ene ukrepe uvesti, ne. Tako da to je recimo en tak plastičen primer. Vas je ta test prestrašil, ne? Je dobro pravzaprav, da gre zdrav človek delati takšen test, ne? Tukaj je zdaj zanimivo, to imamo veliko, imamo tudi strokovno etični svet, v nam je tudi gospod Zoran Milivojević, ki je zelo priznata psihiater in terapeut. On pravi, da poznamo dva tipa človeka. Ene v bistvu... Želimo vse vedeti, drugi pa nič, ne? Ja, jih nas aktivira, druge pa pasivizira, ne? V bistvu je nekako pol-pol, ne? Tako da izkušnje so take. Tisti ponovadi, ki grejo, seveda so ženske v tem primeru veliko bolj pogumne. Smo radovedne tudi bolj, ne? Bolj radovedne, mogoče pa bolj ste vsaj po izkušnjah, no, bolj ste pripravljeni sprejeti informacijo tako ali drugačno. Moški v bistvu ponovadi, saj slovenski populaciji rečejo, kar bo pa bo, ne? Tako da nočejo v bistvu proaktivno, manj hočejo proaktivno ukrepati. Nekaj tukaj govorimo vsem v enem proaktivnem ukrepanju, to gremo zgodni preventivi, ne? Koliko stane takšen test
Testi so različne cene, odvisno za kakšen namen, se pa gibljajo od 200 oziroma 150 pa nekje do 475-500 evrov. Je pa to tudi, bom tako rekla, posel, ki na nek način zdaj cveti, medicina prihodnosti, genske analize. Vsi ljudje želimo čim dlje ostati zdravi, mladi, tudi lepi. Skratka, koliko ljudi v Sloveniji se je že dalo testirati? Ja, res je. In kaj imajo recimo potem od tega? Ste jim res zaustavili razvoj kakšnih bolezni? Kakšni so recimo rezultati povratne informacije? Kaj na to pravi stroka? Dejstvo je, da genetika je v bistvu veja prihodnosti, sploh kar se tiče medicine. Dejstvo je, da je relativno mlada veda, kar se v bistvu vsi skupaj zavedamo. Se pravi, določene stvari in tudi določene bolezni so relativno dobro raziskane in tudi potrjene v praksi, ker vedno za vsakim vzorcem ene anomalije ali pa bi rekel genetske spremembe v bistvu sledi ena posledica in ta posledica recimo v primeru BRCA, ki je bil zdaj najbolj razpihnen primer, seveda se točno ve tudi, kakšna je statistika. Pri drugih boleznih je ta statistika manj, je v bistvu lahko tudi vpliv okolja veliko večji. Se pravi, genetika ni tista, ki samo genetika determinira razvoj, ampak je tudi okolje. In zdaj te procenti so seveda različni oziroma koliko je okolje. Zdaj pa, če govorimo naprej v koraku, seveda določene stvari, kjer je v bistvu genetika zelo zelo bistvena stvar pri razvoju določenih bolezni, so tudi reakcije ljudi v bistvu kasneje pozitivne, zato ker če so se recimo izognili prehrani, v primeru celiakije ali pa preko laktozne intolerance, določenim uživanju mleka, recimo laktoze, absolutno to v bistvu izboljša njihov življenje. DNK analiza je lahko torej neka povratna informacija ali pa svarilo, kaj vse nas še čaka, česa vse se pravzaprav moramo paziti in kako živeti. Gremo zdaj k naši terenski ekipi. Na terenu sta namreč z Davidom tudi Petra in Domen. Lep pozdrav vsem trem. Bom pa kar takole vprašala, ali sta bila vidva presenečena nad DNK analizo? Ja, evo, hvala za besedo. Domen in Petra, te ne slišite, tako da bom ponovil vprašanje. Domen in Petra, lep pozdrav, dobro jutro. Dobro jutro. Ali sta bila presenečena nad DNK analizo? Jaz v bistvu ne, kaj dosti. Malo sem bila nekaj izvirnega dosti. Tudi jaz nisem bil presenečen, povedali so mi, da največji procent za moško oziroma za mojo bolezen ne bi bila rak prostate, tako da drugače pa nič tazga, kar v redu. Petra, kaj si ti kaj novega izvedela po tej DNK analizi? Je kaj takega, kar je mogoče zelo zanimivega za prihodnost, recimo, tako kot je Domen rekel, procenti za obolenje za neko bolezen, nekaj takega? Rekel je za ženske malo drugače. Po menopavzi v bistvu moram gledati, moram biti pozorna na v bistvu znake. Kožni rak mi bolj sem izpostavljena, rak na dvojki, potem srčni infarkt, možganski, drugo pa nisem kaj dosti. Moram biti pozorna po menopavzi, dokler je ženska menstruacija bolj zaščitena. In kaj je tisto, je kakšno priporočilo zraven DNK analize? Ne vem, se je treba več gibati, zdravo jesti? Absolutno, vemo to vsi, da povsod pri vsaki bolezni recimo piše preventiva, se pravi gibanje, zdrava prehrana, čim manj stresa. To je neka preventiva za vsako bolezen, tako da gibajmo se. Je potem genska analiza dobra stvar? Bi priporočila to? Ja, oni, ki so dosti bolezni, ki je že v genih, v družini, jaz priporočam, da delajo oni, ki imajo, ne vem, kakšnega kožnega, mislim, ki imajo, so postavljeni bolj srčni infarkt, ki je, naprimer, moče imel, nisem bila dosti, presenečena, Potem oni, ki imajo dojki, rak, one ženske, ki so izpostavljene v družini, je dobro, daš svoje hčerke, take stvari, Od genske analize gremo mi se pripraviti na današnji team building, celotne ekipe, še Bernarda se nam pridruži, vračamo pa seveda besedo nazaj v studio. Hvala lepa. Ja, videli smo, sta dobila kar nekaj povratnih informacij, ampak to sta mlada človeka. Je to tudi zdaj nekako trend? Je to ciljna publika vaša, ki se odloča za DNK analizo? Ja, smiselno genetskih analiz seveda je čim prej delati analizo, zaradi tega, ker tudi lahko določeno preventivo naredimo nekaj. Zdaj pri 70 letih to vsekakor nima smisla, razen za mogoče določen specifične presnovo zdravil ali pa kaj takega. Tako da to je to.
Hvala lepa za obisk v našem studiu. Uspešno delo želim še naprej. Hvala za vabilo. Vi pa seveda ostanite z nami, tekma za zdravo življenje se nadaljuje. Glasovanje nas čaka v naslednjih minutah, da boste videli, kakšne so telefonske številke, stacionarne in mobilne za kandidata, za katerega stiskate pesti. Domen, Bernarda in Petra v tekmi za zdravo življenje. Kdo je vaš favorit? Pomagajte nam izbrati zmagovalca. Kdo je najbolj požrtvovalen? Kdo se najbolj trudi? Kateri kandidat je najbolj uspešen? Kdo je tisti, ki v svojem življenju ustvarja največ pozitivnih sprememb? Za Domna oddate glas tako, da stacionarnih telefonov pokličete na številko 090 933 001. V mobilne telefone pa vtipkajte zvezdica 303 zvezdica 1 lojtra in pritisnite tipko kliči. Če glasujete za Bernardo, stacionarnih telefonov pokličite na 090 933 002. V mobilne telefone pa vtipkajte zvezdica 303 zvezdica 2 lojtra in pritisnite tipko kliči. Če stiskate pesti za Petro, jo podprite tako, da stacionarnih telefonov pokličete na 090 933 003. V mobilne telefone pa vtipkajte zvezdica 303 zvezdica 3 lojtra in pritisnite tipko kliči. Izmed vseh, ki boste glasovali za svojega favorita, bomo izžrebali nagrajenca. Ta bo prejel 80 evrov. Cena klica je 42 centov. Več pravil najdete na spletni strani oddaje Dobro jutro in na teletekstu na strani 640. Kdo bo zmagovalec tekme za zdravo življenje? Domen, Bernarda ali Petra? Sodelujte pri odločitvi. Z nakupi nakup v Mladinski knjigi. Zbirajte nalepke in prihranite do 70% pri nakupu vročih izdelkov za vroče poletje. Ob nakupu uspešnic, poletnega branja, izdelkov za šolo, pohitite v Mladinsko knjigo. Ej, tukaj si. Rex is a friend. He's running through the city. Rex je pravi prijatelj. Vedno v pravem trenutku priskoči na pomoč. Je zanesljiv in če se zaplete, nepogrešljiv. Nove dogodivščine kosmatega junaka. V nedeljo popoldne na Prvem. Komisar Rex. In zdaj so z nami v studiu mentori, ljudje, ki so našim trem kandidatom v tekmi za zdravo življenje stali ob strani in jim pomagali na poti do zvezd. Savina Ataji, dobro jutro. Gašper Grošelj in Boštjan Gams. Dobro jutro. En aplavz vsem, ker seveda ploskamo iz tedna v teden našim pridnim kandidatom, seveda poklon tudi njim, v zakulisje. Ampak brez vas vsega tega ne bi bilo. Kako naporno, bom takole čisto človeško vprašala, je tole za vas? Tale naša tekma za zdravo življenje. Savina. Jaz mislim, da mi vsi trije tako obožujemo svoje delo, da nam je to en tak zelo dobrodošel izziv in da smo z vsem srcem, saj jaz vem, da pač podpiram svojo kandidatko. Je pa res, da v bistvu ne gre toliko za napor, ampak pri Bernardi je bila tisto največje vprašanje pri meni sami, kako točno se lote te njene blazne zgodbe in nahrbtnika, ki je prišel z njo. In v bistvu je bil tudi poseben izziv, kako pač Vse sami vemo, pri Bernardi ni šlo za shujševalno in neko preobrazbeno tekmo, ampak predvsem je šlo za pač čiščenje čustev in vsega, kar spada zraven. Tako da to je bil mogoče izziv, kako je v pravem času objeti in v pravem času biti hud na njo oziroma jo motivirati na tak strog način, ki ga je pa rabila. No, vaši kandidati so vam bili tako na prvi pogled dodeljeni čisto po naključju. Potem se je izkazalo, da je vsak prišel k pravemu
mentorju. Vsaj Petra zatrjuje, da je vajina zveza odlična, da je to pravi način. Vemo, da je tudi sama bila včasih športnica in potrebuje na nek način trdo roko. Je težko, recimo, vam kot trenerju, ne, z neko krhko žensko na videz, z mamico, ki ima le druge obveznosti, tudi delati na tako resen način, kot da sta že, ne vem, v vojski, na nekih profesionalnih treningih. Se morate kontrolirati, recimo, da ste tako strogi, ali ste v resnici takšni? Ne, vse sem do vseh strank enak, tako da v bistvu Petra je dobila pač tak tretma, kakor ga vsi dobijo. Pa itak je ona pač profesionalna športnica, bivša, tako da je bila navajena tako delati in je njej v bistvu tudi to ustrezalo. In bom rekel, kaj bolj mehko kot to, ji pač najbrž ne bi tudi pač ustrezalo toliko. Koliko, recimo, je pri vas vašega treninga zdaj manj, ko se toliko ukvarjate s Petro? Odpadejo kakšne druge stvari? Se vi čemu odpovedujete? Ne, v bistvu bom tako rekel, da sem najprej pač s Petro prilagodila od začetka do zdaj, seveda, ker je to pač napredvala, tako da zdaj zadnjih par treningov tudi skupaj trenirava. Vam že parira? Ne, dobro, to ne vem, če lih ne. V kakšnih stvareh je še verjetno boljša, ampak mi da pač delala zdaj malo specifične treninge za moč, tako da pač treniramo skupaj in imamo dober timski vzdušje tudi. Z Zvezdano sta vzpostavila tudi nek prijateljski odnos, šla celo na maraton. Kako bo potem? S Petro bova nadaljevala in imam zdaj v bistvu še za ene malo večje plane. Z njo nekako... Sam ne vem, če bi šeli zdaj le povedal, tako da bom še malo naprej še počakal, da vidimo, kako se bo z tega. Drugač pa ja, nekako za novembra sem mislil na tekmo pač prijaviti v powerliftingu, se pravi dvigovanju teži, ker je pač pokazala, da je zelo močna punca. Bomo pa videli, kako bo s tem. Tako pa še tudi neke druge stvari v zvezi poslovne, tako da bomo videli, kako bo. Krasno, krasno. Boštjan, vi ste dobili Domna, ne? In pravzaprav ste vi tudi sami dosti v naravi, ljubite adrenalinske športe. To, kar ste mu pa naredili zdaj, da ste ga kar potisnili pravzaprav, boš, ne boš, padalo je tukaj, je pa bil rahel šok, ne? Ja, saj to je bil tudi namen. Namreč želel sem mu prebiti to monotonost njegovega vsakdanjika in praktično z adrenalinom ga nafilati, tako da je tudi spoznal drugo plat življenja pa druge športe. Kaj je pravzaprav celokupno tekma za zdravo življenje? Takole vas gledam, pa vidimo tukaj notranjost, duša, vse je povezano, svet je eno, ne Savina. Vse stvari so tukaj z nekim namenom, potem vidimo borca, mišice, znoj, pot, vidimo človeka, ki vedno hodi po robu. A je vse to tekma za zdravo življenje, kar ste vi? Jaz lahko pač povem za Bernardo, da dejansko pri njej sami, jaz ne vem, kako ne rečem, ampak ona, vse smo sami videli, prvih par naših druženj so bile samo solze in samo zgodba in samo tista poškodovanost. In jaz sama vem, da v bistvu ona, njeno telo je bilo izmučeno, hormonsko izmučeno, čustveno izmučeno in tudi na samem začetku. In v bistvu ona je tudi zaradi vseh teh bolečin, ki jih je že otroštvo nosila in potem še smrti te ljubljene osebe, je ona v bistvu se od vsega najbolj bala, ne športov, ne akcije, ampak tega, da nič ne dela, da počiva, da zna poskrbeti zase in da zna zaslišati sebe. Tako da mi dve smo v bistvu morali narediti cel krog te njene notranje regeneracije in zame je bila to tekma ne samo za zdravo življenje, ampak tekma za njo. Ona je prvič v življenju spoznavala sebe in tudi izzivi so bili za njo. Njej ni bilo problem delati fizičnih izzivov, njej je bil izziv se sabo ukvarjati. Točno to, kar je danes dr. Sanja Toljan rekla, počivati, regenerirati se, skrbeti zase, za svojo prehrano. Tako da dejansko mislim, da smo se vsak svojim kandidatom lotili na način, ki ga je najbolj potreboval. Jaz osebno pri Bernardi, pri nas je bila tista največji alarm to, da je bila ona na antidepresivih. 8 let antidepresivov in to je zame tudi največja zmaga. Ona je čisto nova, mlada, živahna punca, zdaj v drugi puberteti, ampak dejansko, v najboljšem pomenu besede, ampak dejansko je pa to, kar ta zunanja preobrazba je samo
košček. Tisto, na kar sem pa jaz najbolj ponosna na njo, je pa to, da se je začela ukvarjati sabo, čeprav še včasih brca in bi raje fizično delala, kot pa skrbela za svoje čustva. Skratka, v vsakem obdobju nekaj, včasih znoj in pot, drugič Se so se tudi midve potili. Po globinah se je tudi ona potila, seveda se je, absolutno, in to vsak dan, ampak njo je bilo treba na vseh možnih koncih aktivirati in okupirati. Gremo pa zdaj pogledati k naši terenski ekipi. Bernarda, Petra, Domen so zdaj seveda na soncu, normalno, ker zdaj ni več solz, zdaj je še samo veselje, mislim, da prihaja. In posebne naloge, kaj ne, David? Ja, danes smo za našo ekipo pripravili en team building, ampak več bo povedala Špela. Vmes ste lahko videli, kako se je ekipa oddela v barve in pa namazala. Težave imamo z mikrofonom. Vmes ste lahko videli, kako se je naša ekipa, Domen, Petra in Bernarda, kako so se namazali in odeli v bojne barve. Špela pa bo povedala več o tem team buildingu in druženju, ki jih čaka danes. Ja, tako dobro jutro, evo, en sončen pozdrav vsem gledalcem iz Tivolija. Mi smo danes za naše bojevnike, Petro, Bernardo in pa Domna, pripravili en team building z naslovom Spopad plemen. Spopad plemen pomeni serija 3 atraktivnih izzivov, ki so pripravljeni po vzoru resničnostnega šova Survivor. Skratka, za tiste, ki so to spremljali pred časom na televiziji, vejo, da gre za kar zanimive preizkušnje, ki od posameznika zahtevajo, da prestopi svoje meje in nekako v ekipnem duhu strateško rešujejo probleme. Kljub temu, da so oni v individualni bitki, smo danes rekli, da naredimo nek ekipni moment, ki jih bo povezal v stresu in izstrelil še močnejše, jim dal neko svežo energijo in zagon, da se tudi v nadaljevanju soočijo. Špela, gremo kar do prve naloge. Gremo. Jih kar pripravimo našo ekipo. Kako se počutite? Super, super. Slišal sem, da morate imeti ime ekipe, plemena. Že imamo. Dobro jutro. Aha, in pa krik. Wow! Ok, vidim, da se tudi Domen in Petra strinjata. Zdaj pa kar, Špela, kar razložite prvo nalogo. Ekole, dobrodošli na vašem prvem izzivu. Imenuje se Žoga velikanka plus labirint. Kako pa zadeva zgleda? V minuti za strategijo boste izbrali nekoga izmed vas, ki se bo kot kaskader usedel v to žogo velikanko. Domen, kar noter. Se bomo to kasneje v bistvu še pogovorili, samo da damo navodila do konca. Skratka, nekdo bo kaskader v tej žogi velikanki, kamor ga bo naš mojster Sime varno upel. 2 dami si boste s temi bandanami prevezali oči in Domna potem porivali po poligonu okoli tistega trinožnika, pri čemer bo Domen edini, ki vaju bo usmerjal. To pomeni, da sta vidva slepca, on pa vaju mora usmerjati. Vajna naloga je, da ga varno pripeljete na to izhodiščno točko, pri čemer boste pozorni, da ne bo visel z glavo navzdol. Jaz predlagam, da kar začnemo, da damo Domna noter. Domen, a zaupaš ti svojima sotekmovalkama? Ja, seveda zaupam. Vidite, ste si prav nadeli, ampak bomo daljše navodila do konca. Domen, kar tukaj le not. Sime. Aha. Čelada je na sedežu. Zanimivo tole izgleda. Domen, še kakšne zadnje besede? Bojim se. Ja, jaz bi se tudi. Bernarda in Petra imata zdaj le tak nasmešek, kot ga še nismo videli v tej bitki. Ja, nujno. Zaradi varnosti glave razpnetejo. Ne morate tam odpeti. Veliko dobre volje torej na terenu. Vračamo besedo v studio. Spremljate naše igre lahko seveda tudi na zaslonu, na veliki plazmi, tako da brez skrbi vse boste videli, na teren pa se kmalu spet vrnemo. Ja, držimo pesti, da bo vse dobro in zabavno in tako, kot mora biti. Neverjetno, ne? Česa vse se bodo lotili naši kandidati? No, takole.
Seveda boste lahko spremljali, kaj se dogaja v Tivoliju. Mi pa bomo ta čas še enkrat pogledali telefonske številke za naše 3 kandidate. Vi seveda lahko glasujete, že danes si lahko prislužite 80 €, pomagate pa tudi k seštevanju glasov. Tisti, ki jih bo dobil največ, bo seveda zmagovalec naše tekme za zdravo življenje in naslednji teden bo dobil lepo nagrado, to so pa toplice, tako da glasujte. Bernarda in Petra v tekmi za zdravo življenje. Kdo je vaš favorit? Pomagajte nam izbrati zmagovalca. Kdo je najbolj požrtvovalen? Kdo se najbolj trudi? Kateri kandidat je najbolj uspešen? Kdo je tisti, ki v svojem življenju ustvarja največ pozitivnih sprememb? Za Domna oddate glas tako, da stacionarnih telefonov pokličete na številko 090 933 001. V mobilne telefone pa vtipkajte zvezdica 303 zvezdica 1 lojtra in pritisnite tipko kliči. Če glasujete za Bernardo, stacionarnih telefonov pokličite na 090 933 002. V mobilne telefone pa vtipkajte zvezdica 303 zvezdica 2 lojtra in pritisnite tipko kliči. Če stiskate pesti za Petro, jo podprite tako, da stacionarnih telefonov pokličete na 090 933 003. V mobilne telefone pa vtipkajte zvezdica 303 zvezdica 3 lojtra in pritisnite tipko kliči. Izmed vseh, ki boste glasovali za svojega favorita, bomo izžrebali nagrajenca. Ta bo prejel 80 €. Cena klica je 42 centov. Več pravil najdete na spletni strani oddaje Dobro jutro in na teletekstu na strani 640. Kdo bo zmagovalec tekme za zdravo življenje? Domen, Bernarda ali Petra? Sodelujte pri odločitvi. Z nami pa so še vedno njihovi mentori Savina Ataji, Gašper Grošelj in Boštjan Gams. Zdaj bomo šli k konkretnim številkam. Spremembe nas zanimajo. Koliko smo izgubili kilogramov? Koliko centimetrov imajo vaši kandidati manj? Če začnemo recimo kar s Petro, ne? Ja, nekako smo si 9 tednov nazaj cilj, v bistvu 9 tednov sva trenirala, pa so si na cilj postavila, jaz sem nekako rekel, da bi bil za 15 kg že pač zelo zadovoljen, da bi bilo to realno. Petra je rekla 20, da bi to rada, ne, takrat smo pač mislili, da bo še akcija kakšen teden daljša. Je pa v bistvu sva dosegla, tako da smo v bistvu zdaj bomo na približno 20 kg. No. Ja, 20 kg minusa, pa okrog trebuha sva pa zgubila, bom rekel, da skoraj 35, tam, ja, malo manj 35 centimetrov. Tako da ja, smo kar zadovoljni, ne. V bistvu sam moram povedati, da ni to meni čist primaren cilj bil, ampak jaz sem hotel, da je pač tudi, bom rekel, telesna zmogljivost, da se dvigne, ne. Se pravi, može, da gre gor, zato da ne bo nekega heranja, ampak v bistvu, da zadrži kvalitetno, oziroma pridobi kvalitetno aktivno tkivo, zgubi pa tega, kar ga rab, se pravi maščobo, ne. In da se pač povečajo telesne zmogljivosti, kar mislim, da nam je kar dobro uspelo. Preden da pokomentiramo Bernardo, ne, seveda to ni bil primarni cilj pri Bernardi. Poglejmo še številke pri vas, Boštjan, za Domna. Vi ste tudi opravili meritve na začetku in zdaj prejšnji teden, ne? Prejšnji teden, ja. Najprej bi se rad tudi zahvalil Zdravstvenemu centru Dravlje, ki so nam omogočali te meritve. Drugače pa ja, dosegel je svoj zastavljen cilj, se pravi, on se je postavil na začetku 10 kg, da bo zgubil. Praktično, ko je prišel do te številke, se je toliko strašil, da je rekel, zdaj pa dost, ker nima več kaj za obleč, tako da smo ustavili in smo nadaljevali potem v pridobivanju mišične mase. V bistvu v zdravstvenem centru so nam tako tudi lahko omogočili, da smo točno videli, na katerem predelu telesa je največ pridobil, to je bilo na trupu. Se pravi, 3 kg mišice dobil v tem predelu, zgubil je 12 cm obsega. Kar se tiče pa maščob, se pravi, na začetku je bil na 32% maščobe, danes je pa padel na 24%, kar je v bistvu se zelo že približal tistemu idealu glede na njegovo težo, pa višina in pa starost. Neverjetno, življenje ste jim obrnili na glavo na boljše. Pokomentiramo zdaj še, imamo tudi številke, seveda pri Bernardi normalno tudi, zdaj so sredi akcije,
tudi pri njej se pravzaprav vidi, ne, obseg okrog trebuha se je zmanjšal. Jaz moram povedati to, da jaz sama nikoli ne tehtam ne sebe, ne svojih tečajnic, ampak dejansko pa vsi dobijo telo, tako telo, na katerega so blazno ponosni in pač pri Bernardi vsi vemo, da je začela, da v bistvu ni bila telesna teža tisto, kar je najbolj utripalo po neki spremembi, je imela pa to tipično estrogensko nabiranje maščob na področju trebuha. In dejansko meritve, ki so meni najbolj pomembne, so dejansko hormonske meritve in pa mineralogram. To, kar smo spremljali in meni je bilo najbolj pomembno, rezultati, ki najbolj štejejo, so te, da je šla Bernarda dol iz antidepresivov, da se njena ščitnica, ki je bila prej nedelujoča, da se ji hormoni rehabilitirajo, da se nadledvična žleza rehabilitira, drugače se pa vidi. Ona, lejte, kakšne stegenčka ima, izgubila je maščobo okoli trebuha, njen obraz, gube so izginile, predvsem so pa, jaz sem jo zadnjič slikala na jogi obraza, to je meni, bomo to potem tudi naslednji teden poslali in tudi Nataša iz Nataša Spacea, ki jo vedno meri okoli trebuha, je blazno navdušena nad rezultatom in po 5 tednih joge obraza smo vse tečajnice pogledali njeno sliko obraza prej in potem in totalna sprememba. Zginile so vrečke okoli čeljusti, tele nasolabialne gube, njena krožno-ustna mišica in gube nad njo so se zgladile, krožno-ustna mišica je dobila volumen, lejte ta njen obrazek. Ona je res in tudi vidi se, ona je dobila energijo, predvsem pa psihično energijo, zaradi katere prekipeva tudi od fizične. Če bi imeli vi trije zdaj to možnost, izziv, da kandidate premešate, da vsak dobi drugega, pa kar povejte, kaj bi še pri komu spremenili, izboljšali? Zdaj lahko pokomentirate tudi malo delo od drugih, ne? Ne, pa ne gre za izboljšanje. Jaz recimo, če bi dobila Gašparjevo... Petro? Ja, če bi dobila Petro, ne gre za izboljšanje, ampak glede na to, da je ona rodila, da je mamica, bi jaz zamešala super živila, ki so odlična za rehabilitacijo po porodu. Skratka, jaz bi ta element dodala, ne vsi so dal. Mislim, da bi vsak svoj aspekt, svojo specialnost pač naredil. Zdaj, tle je težko reči, kdo kaj naredi, pač vsak dela po svojem sistemu in v bistvu vsak je za nekaj specializiran, kar se mi tudi prav zdi, zato ker vsak se ne more na vse spoznati, kakor je pač pri nas dostikrat znano, oziroma pač ne bi tako bilo, ampak je vsak, bom rekel, za nekaj specializiran in od tega potem res naredi tisto, kaj je dobro. Večkrat se vprašam prav lušno, še vsakega dobiti za en teden, še malo zamešali. Tako da jaz bi absolutno mešala napitke in super živila in merila hormone. Če bi vi dobili v obravnavo Bernardo, ne? Bernarda je približnih let kot Zvezdana Mlakar. Bi se tudi lotili tako zahtevnih treningov? Sej, veste, skozi se omenja to zahtevno, pa trdo, pa se ni to. Potem ste znani. Ja, ne, sej v bistvu samo hočem reči, da je to prilagojeno vsakmu, ne. Začne se v bistvu Peter tudi na začetku ni tako treniral, kakor zdaj trenira, ne. Jaz sem pač sam strok, ki je pač to trener res, kar je treba, drugače je pa čist prilagojeno v bistvu začetnem, se pravi, jaz tudi starejšimi delam, kakor je bila pač Savinjina varovanka, tako da v bistvu, veste, čist prilagodi se, ne, sem pa pač tako strok, po karakteru sem tak. Ne, se Bernarda je imela 3 treninge totalno močne na teden in je brcala, da bi kakšnega lahko spustila, ampak tukaj smo bili strogi, potem smo jim pa dodali antistres in počitek zraven, ne, tako da ona, se je levo, evo jo, kako dviguje in kako je pri moči, ne. Čeprav slišali smo prej tudi izjavo zdravnice, nekako priporočila gredo tudi v to smer, da telesa ne smemo izčrpati. Da je treba čim več počivati, smo danes slišali. Kaj vidva pravite na to? Mislim, čim več. To mora biti dobro, balans mora biti. Zdaj čim več, a veste, to potem ljudje mogoče kakšni preveč to vzamejo, pa grejo 3-krat na teden hoditi za 5 minut, pa mislijo, da so dosti zase naredili, kar pa sigurno ni res, ne. Saj jaz tako mislim. Oziroma rezultati kažejo, kaj je res, pa kaj ni. Tako da jaz bi rekel, da mora biti dober balans. Zdaj, če ti trdo treniraš, moraš sigurno tudi zelo dobro počivati, pravilna živila vnašati, se pravi med sistem hrane tudi in da moraš imeti ta balans dobro narejen, spanje in take stvari. Se pravi, mora biti vse trše, ko treniraš, boljša mora biti regeneracija. Potem, ko vaši varovanci zapustijo varna krila, vaša varna krila, ko zdaj so kot pod krili, piščančki, kaj se potem dogaja z njimi? Ste jih usposobili za življenje, ki bo zdravo. Potem ne bodo več tekmovali, ampak nekje za sabo, tukaj zadaj, bodo nosili vaša sporočila. Ste optimistični? Ja, itak. V bistvu smo jih toliko pripravili, da praktično so začeli prevzemati ta nov življenjski slog
In pač za sebe lahko rečem, pa mislim, da tudi za ostale dva, da mislim, da bodo tudi nadaljevali z sodelovanjem z nami. Tako da v bistvu cilj smo tukaj dosegli, da smo jih pripravili. Ja, ne vem, Petra itak, se bom rekel, se nekako čist najdla v tem not. Ona z navdušenjem pride na trening in rada res črpa informacije oziroma jo zanimajo različne stvari. To je pa od vsakega posameznika, rečemo, eni malo težje pride na trening, ona pa res pač uživa v tem in rada pač tudi tako na tak način dela. Ja, Bernarda enako. Jaz mislim sploh glede na to, da je bila ona 8 let na antidepresivih in da je zdaj prvič uspešno brez njih, da ona seveda smo ves čas, jaz sem bila do nje še malo bolj stroga, kot sem ponovadi do svojih varovancev. Malenkost bolj sem jo nekako ves čas pripravljala na to samostojnost, ki bo zdaj sledila, zato da šok ne bi bil prevelik. Ampak dejansko Bernarda si zelo želi, ona je začela raziskovati te svetove, odprle so se čisto nove dimenzije in res srka znanja, tako da absolutno ona tudi na našem dnevu 22.6. v Volčjem potoku bo dobila eno posebno nalogo. Ker ona je tak tip človeka, kot je marsikdo od nas, ko pomaga drugim, s tem potem začne delati še zase. Če bi pa delala samo zase, je pa to včasih izziv. Tako da bo dobila eno take manjše naloge mentorstva, ker upam, da zdaj ne posluša, ker še čisto ne ve, ampak dejansko ona si želi predajati. V kitajski medicini pravijo obdobju žensk po menopavzi, pravijo, to je druga pomlad. Takrat, ko bi ženske morale biti tako mirne, sijoče in tako polne modrosti, da potem je naš namen, da delimo te svoje izkušnje in oplemenitimo druga življenja. Tako da Bernarda ne dela tega samo zase. Naredila je to zase, zato da sploh začne živeti svoje življenje, ampak jaz mislim, da si želi ta svoja nova znanja dajati naprej. Vsi njeni sosedje že mešajo zelene smutije, tako da mislim, da bo to tudi ohranjalo pri tej skrbi zase. Odprli ste jim torej oči, nova obzorja, razširili poti, da ne bo takšnih labirintov, več v življenju, blodnjakov, kot to vidimo zdaj pri naši terenski ekipi. Nova igra. David, boš malo pokomentiral? Ja, nova igra, Špela, to je prva igra takoj po tej, ko smo jo videli prej, ko je bil Domen noter v tej kugli. Še vedno sta dami z zavezanimi očmi, Domen pa v bistvu govori, kako morata dvigovati tole mizo, da pride žoga po labirintu do konca. Tako je. To je drugi sloj tega izziva, imenuje se labirint na slepo. Strateško so se odločili, da bo Domen tisti, ki bo dami usmerjal. Mislim, da so odlično usklajeni in povezani, ampak malo so si dodatno naredili kompleksnejši izziv, tako da namesto, da potujejo proti cilju, gredo proti izhodišču, ampak Domen je to komentiral, da morajo pač obdelati vse poti, kar je pa, mislim, da tudi zelo pozitivno. Jaz upam, da bomo do naslednjega vklopa oziroma do naslednjič, ko nas bodo gledalci lahko videli, že prišli do cilja in do naslednje naloge. Zaenkrat se iz team buildinga poslavljamo, ampak oddaja Dobro jutro ostaja z vami vse do 10. Prihranite pri davku, prihranite pri porabi, prihranite pri mesečnih stroških, prehitite višji DDV. Samo še do konca junija lahko odpeljete novo, rekordno varčno Kio z 2% nižjim DDV-jem. Kia, največ avta za vaš denar. Tako, in zdaj dobra novica za gospo Marico iz Ljubljane, ki je seveda naša današnja srečna nagrajenka in bo prejela 80 € zato, ker je glasovala za nekoga v tekmi za zdravo življenje. Marica, upam, da ste z nami. Ja, seveda, da sem. Dobro jutro. Dobro jutro, dober dan in iskrene čestitke seveda. Hvala lepa. Naši mentori še ostajajo do konca oddaje z nami in zdaj lahko kar na glas poveste, za koga ste glasovali, za katerega od njihovih varovancev? Za Domna sem glasovala. Krasno. Kako pa to? A ga poznate? Ne poznam ga, ampak mi je všeč, da se tudi moški odločajo za preobrazbe. In uspeh je kakšen? Fenomenalen. Je to novi Domen? Je čist. Je, ne? Sije od energije. Marica, hvala lepa za vaš glas. Seveda boste dobili 80 € za vaš klic. Lepo se imejte. Hvala lepa, nasvidenje. Lep teden, srečno, nasvidenje.
Tako, z vami bomo našo oddajo tudi končali. Akcija se zaključuje. Naslednji teden še stilski izziv, veliki finale, razglasitev zmagovalca. In potem se v bistvu za njih šele začne. Ne? Akcija se konča, ampak oni pa šele začnejo. Že kaj veste približno, kdo bi lahko zmagal? Interne informacije so? Štabi so okrepljeni glasovalni? Ne, jaz sem v bistvu tako, jaz bi to povedal, da lahko zmaga tist, ki je, bom rekel, svoj cilj dosegel. Ni za to kot tekma, ne, jaz sem pač, mene to... Zmagovalci so vsi. Mene to, recimo, pomeni, da sva s Petro dosegla svoj cilj in se mi zdi, da vsak, ki je na svojem področju to naredil, tako za Savino, kot tudi za njega, je potem, da smo lahko zadovoljni. Da ostalo so pa samo, bom rekel, pač pika na i in tako, da smo lahko kar veseli, da smo dosegli vse, kar smo hoteli. Še do naslednjega tedna morda čaka Domna kakšna vratolomna vožnja? Ja. Še s čim pa? Bomo videli pol. Aha, padala več ne bo. Ne, padala ni, je pa še nekaj na zalogi. Presenečen. Zeleni smuti, upam, da Savina ste to delili tudi z njimi. Mi z Gašporjem imamo vedno debate o super živilih. On meni pove svoje zadeve, jaz njemu super živila predstavljam, tako da so pogovori vedno zanimivi. Delimo. Imamo konstruktivne debate. Pa je lažje delati, tako bom rekla, z navadnimi smrtniki ali slavnimi osebami, kot smo to počeli recimo z Zvezdanom Mlakar? Najbrž od karakterja osebe odvisen. Zdaj pa kakšen je, kakor se ujameš, kakor je pripravljen človek delati. Zvezdana je pač vedno, ona je res tisti strasten sonček, s katero je bilo res. Ja, ona rada dela in je tudi zato tako. In zavedno potem, kar se ona nauči, potem Zvezdana zavedno osvoji. Tako da mislim, da so vsi trije kandidati enako zvezdniški v tem, da so se res polno predali in da so vsi trije tudi uživali v tem, da Slovenija navija za njih. Ravno to sem želela povedati, da ste vi iz svojih kandidatov v 3 mesecih naredili zvezde. In to so ljudje, s katerimi se lahko istovetimo. Domen, Bernarda, Petra, iskrene čestitke vam, mentorjem. Bravo. Takole, bravo. Lep pozdrav na sonce in tudi vi odidite na sonce. Hvala, ker ste se danes prebujali z nami. Jutri se spet vidimo. Do takrat pa lep dan in srečno.